zaradi tega, ker sem se pač z unim videom za Planet TV toliko časa ukvarjala, da pač nismo mogli iti naprej, ker nama ne bi znesli. Tako da ja, zdaj smo se pa končno odlepali od tam in smo na poti naprej. Gremo pa do ene plaže, ki naj bi bila ful lepa, cela dolina naj bi bila ful lepa, ampak se pa je do plaže da sam po neki poti, ki je pa je zelo strma in neki naj bi v mestu malo po prezu, tako da ne veva še, ali bomo lahko šli zaradi šnov ali ne. V vsakem primeru bomo pač šli do tja, pa je vsaj od izgodi poslika. Smo na poti naprej, v bistvu smo si danes že ogledali Butterfly Valley. Mislila sva, oziroma imela sva namen, da bomo šli tukaj hoditi dol do te plaže, ampak sva pol, ki sva malo raziskala, kakšna je pot, sva ugotovila, da je kar zelo prepadna, v bistvu je po klifu, tako da je dosti nekih klinov pa vrvi, kar pa sicer nama ne bi bilo problem, ampak šnov pa ne bi mogla iti, tako da smo pol se odločili, da bomo samo iz razgledne točke si ogledali to plažo in šli naprej. Ja, ta Butterfly Valley v resnici je pač plaža oziroma zelo globok zaliv, ni prav dolina, kar bi mislil po imenu. No, gremo pa zdaj naprej, prvo do ene plaže, ki je ful znana, zgleda kakor nek hrvaški bol, taka peščen rt. Ampak imam stopnino, no, tako da bomo videli, koliko časa bomo tam preživeli, verjetno bo dosti ljudi. Potem pa gremo še na razgledno točko na to plažo, na en hrib, kjer odkudar padalci dol skačejo, tako da včeraj že, ko smo se tukaj peljala, je bilo ful veliko padalcev v zraku, sicer ne vem, če ste na posnetkih kaj vidijo, ampak ja, lahko jih je tudi več 100 v zraku naenkrat, tako da zna biti kar zanimivo, danes verjetno ne, ampak ja, v sezoni pa je verjetno to kar atrakcija.
si ogledali in plažo in razgledno točko in moram priznati, da nam je bila plaža bolj všeč, kot smo mislili. Dejansko ni bilo nobenih turistov, skoraj 10 ljudi mogoče, tako da tudi vstopnine niso pobirali in kemper smo lahko skoraj čist na plaži pustila. Čeprav nama pa ne bo ostala v najlepšem spominu, zaradi tega, ker takoj, ko smo prišli ven iz kemperja, je en majhen kuža iz sosednega kemperja takoj napadel šnof in je lajal in renčil. S tem je preklical še 10 drugih potepuških psov, ki so sicer vsi hodili samo malo povohat, so bili vsi prijazni, ampak se jih je pač ustrašila, ker jih je tok naenkrat prelaufali z vseh strani. In pol na koncu je ta kuža tamejčken še ugriznil, sicer ni nič hudega, da bi se kaj poznala, ampak vseeno res ni bilo prijetno in tudi šnof se je ustrašila. Tako da sva dejansko mogla prvič v 2 letih uporabljati solzivec, ki ga imava za pse, kar je res žalostno, glede na to, da sva tle v Turčiji, Grčiji in Gruziji bila in so bili povsod potepuški psi, res jih je bilo povsod veliko in večinoma so bili res vsi prijazni in nisva rabila solzivca. Na koncu mora pa solzivec uporabiti na lastniškem psu, zato ker so ljudje neodgovorni in ne znajo kot prvo psa vzgojiti, kot drugega pa imeti na povodcu, če ni vzgojen. Tako da, kar se tega tiče, so bila kar malo razočarana. Smo pa pol šli še na tisto razgledno točko in smo ugotovili, da v bistvu to ni ta točka, kjer padalci skačejo dol, ampak oni skačejo iz enega sosednjega hriba, ampak vseeno je bil razgled iz vrha kar lep. Zdaj smo se pa preparkirali 10 km stran do enega zapuščenega mesta, to je tukaj zadaj, malo se slabo sicer vidi, ker je sonce že zadaj, ampak ja, jutri si bomo to ogledali. Vse do začetka 20. stoletja je bilo mesto Kajakoj dom tako Grkom kot tudi Turkom, ki so na tem območju sobivali že stoletja. Vendar pa se vse to končalo leta 1923 z izmenjavo prebivalstva med Turčijo in Grčijo. Etnične Grke so iz Turčije preselili v rodno Grčijo, medtem ko so morali Turki v Grčiji zapustiti svoje domove in se preseliti v Turčijo. Ker pa je pred izmenjavo v Turčiji živelo veliko več Grkov kot Turkov v Grčiji, so številna nekoč grška mesta v Turčiji ostala nenaseljena. V tem nam še danes v živo priča mesto Kajakoj, ki počasi a vztrajno propada. Nekateri ga imenujejo celo mesto duhov. Ogledali to zapuščeno mesto Kalakoj in je res zelo presenetilo. Mi smo mislili, da bo to par zapuščenih stavb, je pa res ful ogromno mesto zapuščeno, tako da je bilo res kar zanimivo. Zdaj pa nam je zmanjkalo časa, da bi se kaj zelo premaknili naprej, ker smo mogli še delati, tako da smo se premaknili oziroma se zdaj premikamo samo za 21 km naprej proti enemu mestu Fethije. Ja, tukaj bomo prevozili en pol otoček in tle tudi prespali, pa gremo pa jutri naprej.
Vožnja po tem polotoku nam je bila kar všeč, sploh ker smo sem prišli glih tam nekje v času sončnega zahoda, tako da je bilo res ful lepo, ful je bilo oranžno vse in je bila res kar prijetna vožnja. Potem smo se tudi tukaj na koncu polotoka, oziroma spet na začetku v bistvu parkirali in bomo tukaj prespali. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.